vlogu. Danes moramo povedati, da smo ful slabo spala, zato ker smo prespali v enem slanem jezeru in je bilo ful veliko komarjev. Čeprav skozi pazimo, da imamo dol čez vsa okna in čez vrata komarnike, pa tudi na stranici posle imamo komarnik pritrjen, tako da posle res noben ne bi mogli sploh priti, ker je pač cel dan komarnik dol. Je nekako jim to ratalo, očitno pridejo nekako skozi, tako da čeprav sva jih zvečer, preden sva šla spat, ubila, sva se čez par ur zbudila in jih je bilo 10 ali pa 15 spet okoli lajo v onem bunkerju, tako da sva res slabo spala, ker sem bila totalno popikana in vse ne jo srbel, poleg tega pa gor v postli pač je tako mali prostor, da če je pri nogah ga praktično slišiš. Tako da je bilo res neprijetna noč. Ja, res so zoprni. Zdaj gremo pa naprej proti jugu, danes bomo verjetno prespali nekje pred gambijsko mejo in planiramo jutri pol prestopati mejo v Gambijo. Včeraj smo potem tukaj 3 km stran od meje najdeli en uredov prostor, kjer smo tudi lahko zdaj brez problema prenočili. V bistvu je 200 metrov stran bila ena vas, kjer so pol popoldne šla po vodo, kar pa enih domačinih sva na vrtu iz pipe lahko nafilala, tako da sva ima pol tudi ene majhen trobišno dala za zahvalo in so bili čist zadovoljni in veseli. Ja, zdaj gremo pa naprej in bomo prečkali mejo, do tja bomo hitro prišli, ker smo tako blizu in upajmo, da bomo tudi čez mejo potem hitro prišli in da ne bo nobenih težav. Smo srečno prispeli v Gambijo. V bistvu je bil postopek kar zelo enostaven in bil bi zelo hiter, če ne bi bilo malo zakomplicirano, kar se na koncu obrestovalo. V bistvu na senegalski strani je trajalo 15 minut, da so nam pač poštempljali ta karnet in pasoše. Potem na gambijski meji pa so nam prek vrste vzeli, ker je bilo pač ful gužva, da morava plačati vizo. Midva v bistvu nisem bila niti zelo čist ziher, da rabimo Slovenci vizo. Če pa jo rabimo, smo pa videla na teh slovenskih agencijah, ki vozijo, turističnih agencijah, ki vozijo turiste v Gambijo, da plačajo 60 €, tako da smo vedela, da če rabimo vizo, je pač več od tega ni. Na glavnem oni so nama pa hoteli zaračunati 100 € na osebo, kar se nama je zdelo ful velik in potem smo pač tam vprašali, če nama lahko pokažejo nek cenik ali nekaj, ki pač piše, da je res 100 €. Seveda niso bili niti malo zadovoljni, ženske so ratale kar tako osorne, so nama rekle, da če jim ne zaupamo, da se lahko tudi vrnemo, odkudar smo prišli. Tako da potem so tako prijazno sprašvala še malo, če potem to pomeni, da lahko z isto vizo pridemo še enkrat v Gambijo. Pa je rekla, da ja, v glavnem na koncu nekako smo se sporazumeli, da je tudi ona prijazna nazaj ratala in nama rekla, da ne počakava enega uradnika, ki več ve o teh vizah. Potem sva res šla k njemu v pisarno in naj jo je stokrat vprašal, če Slovenija spada v Evropsko unijo, oziroma če je v Evropi. Potem je šel še googlat, kje sploh Slovenija je. Point je bil pa, da mu ni bilo jasno, zakaj na njihovem listu piše, da rabimo vizo, zato ker Evropejci ne rabijo vize. In potem je nekoga klical in po zelo dolgem čakanju, da je ta sporočil nazaj, a rabimo ali ne, se je izkazali, da ne rabimo, da od leta 2019 noben Evropejc ne rabi vize.
in ja, na koncu niso nič plačala, samo poštempljali so nama pasuš. Sva se pa pogovarjala vmes tem uradnikom in še enim policajem in sta bila res ful prijazna, tako da sem imela na koncu zelo dobre izkušnje, čeprav sem prebrala, da marsikdo tukaj hoče kakšne podkupnine. Midva nisem imela take izkušnje, no, in na koncu so se še res potrudili, da nama ni bilo treba plačati vize, čeprav bi jo midva plačala, ker pač niso bila ziher, da jo rabimo. Ja, vsaj na meji nam ni bilo treba plačati podkupnine, smo pol 2 kilometra naprej v prvem mestu, je bila kar na sredini ceste. Je bil en znakec, da na roke napisan, da ne smeš naprej, ker ga jaz nisem niti videl in sem pač šel normalno naprej po cesti in pol se je za nama pripeljal policaj in me tudi pol z avtom peljal nazaj do tega znaka in mi pokazal, da tam je znak, kjer piše no entry, se pravi, da ne smeš naravnost in da je to naravnost samo za predsednike in za reševalna vozila. Pol pa bil na levi strani ceste, se pravi na napačni strani ceste je bil pa tudi znak, da je obvezno levo, kjer je bil obvoz okrog tega dela naravnost in ta policaj je zato hotel 10.000 v njihovi valuti, kar je približno 140 evrov. Meni se zdelo to ful veliko, ampak on je rekel, da druga opcija je pa, da mi napiše listek in moram iti na sodišče. No, na koncu po ene pol ure dilanja in pregovarjanja sva se sporazumela, da sva mu plačala, mislim, da 50 evrov namesto 140, tako da še zmer podkupnina, ampak žal ni šlo drugače, pa ta znak tam res naštiman za to, da lupijo takole turiste. Gambija je najmanjša država v celinski Afriki, a je izredno gosto poseljena. Ima malce več prebivalcev kot Slovenija, čeprav je po površini približno pol manjša. Zaradi visoke stopnje rodnosti število prebivalstva še narašča, povprečna starost domačinov je 17 let. V Gambiji živi 8 glavnih etničnih skupin, od katerih vsaka ohranja svoj jezik, glasbo, kulturo, tradicije in celo kastne sisteme. Glavne so Mandinka, Wolof, Fula in Jola. Ker so jo leta 1651 zasedli Angleži, večina domačinov govori tudi angleško. Država v dolžino meri 320 km, v širino pa le okrog 20 do 30. Angleži so mejo s Senegalom določili z dometom topovskih granat, ko so pluli po reki Gambija v notranjost države. Le ta država deli na južni in severni del. Danes je to glavna vodna pot, ki jo uporabljajo za transport tovora, ljudi in pošte. Včeraj smo potem prišli sem do ene vasi, kjer smo tudi prespali. V bistvu smo našli en kontakt od enega lokalca, ki te lahko pelje tukaj v bližino gledati šimpanze v naravnem okolju. Tako da sva se šla včeraj popoldne tja potem zmeniti za ta izlet, da bomo danes šli in so bili res ful prijazni, ne samo ta lokalska voz, ampak tudi cela njegova razširjena družina. Kasneje tudi prišel sem njegov sin, ki tudi že voz malo turiste. Sicer to je zelo tako neorganizirano, to je pač res en čovn, pa pol še malo turiste zraven pelje, nima nobenih nekih oglasov, pa firm, pa zaposlenih, pa tako. Ampak ja, res so bili prijazni, tudi ta sin je potem sem prišel k kemperju in se pogovarjal, tako po moje, kakšno uro, dve je tukaj sedel in potem so najo tudi že prej in tudi še pol sin povabili, da prideva še tja k njim, tako da so pol popoldne šla še tja na čaj in je bilo res kar zanimiva izkušnja. Ja, v bistvu so bila celo popoldne in večer, bila je že čista tema, ko so nazaj v kemper prišla, zato ker je bilo res ful fino, v bistvu to cela razširjena družina tam živi v hiši oziroma nekih manjših stavbicah in imajo skupno dvorišče
in se tam pač družijo in pač delajo vse skupaj. No. Vmes med nami so vse čez kozice se sprehajale, pa kure. Pa tako, no, ful je bilo prijetno, ker smo se lahko lepo pogovarjali, ker pač govori angleško. Pa tudi skuhali so nama večerjo, tako da smo vsi iz ene posode jedli. Potem so tam glih delali neki kurnik za male piščance, tako da jim je Rok še to pomagal delati. Tako da ja, bila je res ful lepa izkušnja. Ja, je pa to drugače, ne 10 ljudi verjetno, ali pa kaj takega v celi familiji. Mislim, da je rekel celo do 15, sem včeraj po mojem ni bilo čisto vseh. Angleško pa drugače govorijo, zato ker je bila Gambija angleška kolonija, tako da tukaj res kar večinoma vsi govorijo vsaj približno angleško, tako da je komunikacija res precej lažja, kot je bila kjerkoli do zdaj v Afriki. Ja, no, danes smo se pa že zelo zgodaj zbudili, zdaj le bomo šli s to ladjico gledati šimpanze, ura je manj kot 7, ob 7 smo zmenjeni, tako da ja, zelo upamo, da jih vidimo, pa upamo tudi, da vidimo nilske konje. Ja. Šimpanzi so inteligentne opice, ki živijo v tropskih gozdovih Afrike. Te družabne živali živijo v skupinah, ki jih vodi alfa samec. Med seboj komunicirajo s kompleksnimi zvoki, obraznimi izrazi in telesnimi gestami. Njihova prehrana vključuje sadje, listje, semena in celo meso. Čeprav imajo na otokih dovolj sadežev, jih oskrbovalci otoka oskrbujejo tudi z nekaj dodatne hrane. Tako šimpanzi pridejo povsem do obrežja reke, oskrbovalci pa lahko spremljajo njihovo število ter zdravstveno stanje. Njihova življenjska doba je okoli 50 let, zato je danes v parku le še 6 prvotno naseljenih šimpanzov. Ker živijo v tako zaščitenem območju, se je njihovo število v zadnjih desetletjih dvignilo na 150. Tako sedaj na otokih prebiva že 10. generacija teh zanimivih bitij. Kljub svoji inteligenci in družbenim veščinam pa so ogroženi zaradi krčenja gozdov, lova in bolezni. Tudi v Gambiji so šimpanzi izumrli, vendar so jih pred 40 leti ponovno naselili na 3 otokih na reki Gambija. Le-te so zaščitili in razglasili za naraven park, tako da nanje že 40 let ni stopil noben človek. Šimpanzi se sicer oglašajo takole.
Šimpanzi smo imeli včeraj kar veliko srečo, ker smo jih res videli na 5 metrov. Bila je ena družina, 5-6 šimpanzov, tako da so bila res ful zadovoljna. Malo manj sreče smo imeli s hipoti, ker jih nismo videli smo sicer enega krokodila. Tako da ja, vse skupaj, če povzamemo, je bil res ful dober izlet to in so res zadovoljna, da so šla. In tudi ta vodič, ta Amado, je bil ful prijazen ves čas in je res zanimivo razlagal in res smo se imeli dobro, no. Ja, poleg šimpanzov smo videli še ene druge opice, pa razne ptiče, tako da je bilo ful fino, tudi hipote smo se ful trudili videti, ta vodič se res potrudi, res hoče, da si zadovoljen na tripu, ampak ja, po parih urah smo pač mogli se vrniti, tako da ja, če bo kdo kdaj v Gambiji, res priporočava tale izlet, zato ker so najo tudi družina od tega vodiča vzela za svoje, v bistvu že en večer so bila pri njih, pa potem so naj včeraj povabili na kosilo, oziroma ena punca iz te družine je meni rekla, če me lahko nauči nekih skuhati, tako da potem sem z njo kuhala zunaj, to je pač čisto drugačno kuhanje, kakor je pri nas logično, vse zunaj poteka. In ja, v zahvalo so potem rekla, da bova midva kupila sestavine za kosilo in mislim, da je ratal hrane za ene 15 ljudi, sestavine, vse skupaj, riž in zelenjava in vse, kar je bilo potrebno, je pa stalo 3 evre. Ja, res noro. Po kosilu so bolj šla malo počivati v kemper in ker danes gremo naprej, sva pol zvečer šla še enkrat pozdraviti, ker so res rekli, da morava priti že, tako so naju prepričvali, da bi še en dan ostala, ampak ja, sva se odločila, da vsem greva danes naprej, ker je vse toliko druženja, tudi kar naporno, ampak ja, pa smo še zvečer tja šli in so se še večerjo preštimali, spet smo vsi jedali iz ene posode oziroma iz dveh, no, v 2 skupinah, tako da res zanimivo in res so bili ful prijazni. Ja, res je lepo, ko so naj v tej vasi že kar sprejeli, tako da tudi ko se sprehajava po vasi, naj že vsi pozdravljajo. Dali so nam afriška imena, tako da naj zdaj kličejo po vasi po teh afriških imenih. Rok je Samba, jaz sem pa Dženova. Tako da ja, je ful lepo, ful se dobro počutila v Gambiji, res so vsi zelo prijazni, tako da ja, malo nam je težko iti danes naprej, ampak ja, ne, obenem je pa tudi kar naporno, tako da ja, imamo še kar nekaj za videti, tako da bomo šli naprej. Ja, danes gremo najprej do enih starih kamnitih obročev oziroma krogov, nek tak gambijski Stonehenge, pa bomo verjetno že danes s trajektom prečkali reko na južen breg. Stone circles ali kamniti obroči so neke vrste pokopališče, staro okoli 1500 let. Kamni, ki so težki več 10.000 kg, so postavljeni v krog, na sredini pa so našli pokopane človeške ostanke, nakit in posodo. Ljudje so bili v času železne dobe izjemno veliki in močni, zaradi česar so bili skale sposobni transportirati iz kamnoloma, ki se nahaja približno 200 metrov stran. Od enega kraja do drugega so jih potiskali na lesenih tramovih, manjše pa so tudi prenašali. Takšne Stonehengeu podobne svete kraje so sicer odkrili po celi zahodni Afriki, vsi pa so na nek način povezani s položajem zvezd, lune in sonca. Mesto Georgetown leži na otoku na reki Gambija, zato je bil do prve polovice 19. stoletja idealen kraj za trgovanje sužnji. Ker domačini niso znali plavati, so jih ujeli, odpeljali na otok in jih imeli do prihoda ladje zaprte v kleti. Odtod so po reki odpluli na otok Gore in kasneje v Novi svet. S suženjstvom so prvi začeli Arabci, ki so jih prodajali Evropejcem.
Današnji dan je bil kar zanimiv, ampak tudi zelo naporen. V bistvu smo imeli 2 ogleda v enem dnevu, zaradi tega, ker smo prevozili samo 20 km in sta pač oba toliko na kupu, pa nič primernega ni bilo, kaj zelo vmes za prespati, tako da smo si oboje ogledali danes. Malo nas je izmučil tudi ta trajekt, čeprav sama plovba je bila res kratka, po moje 2 minuti, da smo čez reko prišli, ampak smo pa komaj s kemperjem gor zapeljali, zaradi tega, ker imajo rampo narejeno, tako da greš najprej res full dol, pa full gor, kar za naš previs ni niti najmanj primerno, tako da če ne bi imeli tam nekih dil oziroma nekih manjših hlodov čez pol prerezan za take primere, ki smo jih podložili pod gume, bi mi sigurno nasedali s previsom, bili smo res 1 centimeter od tal, tako da tiste bilo res živčno. Sicer za nazaj so pa rekli, da dol bo lažje za zapela, da je malo boljša rampa, mogoče je bila malo boljša, ampak za naše standarde je še zdaleč neprimerna, no. Ja, jaz, ko sem zunaj vstala, sem začela kričati in toč po kemperju, da naj vstal, pa so me sicer pol pomirili, da se zdaj gre sam še na gor, tako da to je najnižja točka. Saj so bili zelo prijazni, no, ampak ja, pri njih je tako vse v redu. Pri nas je pa pač, ja, če bi nasedla oziroma udarila s previsom, bi bilo kar sranje. Nam je pa drugače do zdaj Gambija zelo všeč, vsi so ful prijazni, tudi policaji, ki naj ostavijo na cesti, so tako zelo prijazni, sprašujejo, odkje sva, če nam je všeč Gambija, če so prvič tukaj. Noter so enkrat šli nekaj pregledati, pa še to zato, ker jih je bolj zanimalo, kako kemper noč zgleda, da bi dejansko karkoli čekirali. Pa tudi ko prebivalci so res ful nasmejani, vsi pozdravljajo, vsi sicer spet sprašujejo, odkje sva, kako da so sem prišla gor dol, tako da v bistvu imaš 100 pogovorov istih v enem dnevu, kar zna biti kar naporno, ampak se vseeno zelo dobrodošlo počutiš. Tako da ja, zaenkrat nam je Gambija res ful všeč, sploh tudi zato, ker znajo angleško, za razliko od Senegala, tako da se je veliko lažje sporazumevati z policaji in lokalci in vsem. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.